Zdaj, tega najbolj da ti vprašaš, če se zdaj dobro sliši. A si v redu slišiš? Okay. Kaj sem razlagal? Drugi šport, ja, sem bil izbral specialko in luštenje je bilo dokler je trajalo, ampak glede na to, kaj se dogaja na cestah, ta promet, dobro, se najde stranske ceste, ampak za stranske ceste v kombinaciji z makadami je pa gravel tudi v redu. Tako da gravel je drugi bike, drugi šport. Prvi Prvi pa vedno mountain bike. To pa tako je, ne. Kaj sem te še hotel vprašati, Kaj sem te še hotel vprašati, če sem kaj pri predstavitvi zajebil, a bi se še kako drugače predstavil? Ne vem, Gorazd bi rekel, sem kolesar, gorski kolesar, to je dosti preprosto. Pač, ja, stvari, ki imajo dve kolesi, najbolj razumem, no. Od motorja do specialke in vmes najbolj gorsko kolo in te športe tudi spremljam, no. Bolj razumem MotoGP kot formula, bolj razumem MXGP kot rally in vse v tem smislu. Ja, jaz se samo opravičujem za tele tehnične težave, ampak sem testiral tele mikrofone klinčeve, wireless, sem mislil, da bo delal, sem mislil, da sem pogruntil, da sem toplo vodo odkril, pa izgleda je nisem. Zato, ker jih Franc Rode dela. Tako da, evo, hvala tistim, ki ste sporočili, da ne dela tako, kot bi mogli. Dobite eno kavico gratis. No. Ajde, v redu bo tudi takole. Upam, da se me v redu sliši. Če kdo še posluša, tale začeten glitch. Če niste pobegnili. Ja. Greva nazaj na 1999 leta, Pohorje, si rekel, da si bil organizator. To so šla prej čez, jaz sem mislil, da si bil speaker. Daj mi boj, kako je bilo to takrat težko pripeljati sploh v Slovenijo? Nismo imeli nobenega praktično, ok, Grašič je bil, ki je bil bolj švicarski Slovenc. Ja. Nismo imeli pa nobenega kolesarja, pa da se pripelje ta džumbus v Slovenijo. Mislim, imeli smo spusta že nekaj leta, ne, tudi mednarodno so se fantje vozili, nihče sicer toliko visok kot Janez. Jaz sem rekel, dajmo začeti kandidirati, da bomo enkrat imeli svetovni pokal v Sloveniji, da bi to sigurno naredili veliko za slovenski mountain bike, tudi da ga Slovenci vidijo pa razumejo malo bolj, pa slovenski mediji, pa sponzorji in vse. Našel sem dobrega partnerja v takratnem športnem centru Pohorje. Imel sem tudi eno pač dobre mednarodne naveze in pomoč. Sem rekel, začnimo kandidirati in šment prva kandidatura je uspela in potem je bilo treba narediti. To je pa bilo mogoče malo prehitro, ne. Ampak pač, ki dobiš, moraš narediti, ne. Kar je bilo pa bistveno prehitro takrat, je bilo pa, da Maribor še ni imel česa prodajati s tem svetovnim pokalom, ni imel še bike parka. Vozil se je, ampak to ni bil bike park, ki bi ga lahko ponudil. V bistvu to je bilo še, takrat še je Whistler šele začel delati, kakor toliko zares. Whistler je ne vem, takrat enkrat. In resno se je začel bike park Pohorje leta 2005, 99 je pa prvi svetovni pokal, tako da Mečken naroben vrstni red je bil, ampak je šlo nekako skozi. Takrat so še vse podirali, ne? Mislim, deha proga je ostala, ampak kar se tiče pa dual slaloma, mislim, da so ga pa so podirali. Ja, kar se je gradil iz zemlje na smučišču, se je vse podirali. Se je tudi potem na Čopki, ki je bila druga ciljna arena, ki je še zdaj, ne?
Tam se je tudi podiralo, kar je bilo na smučišču, tudi zdaj se še podre. Čeprav mogoče un skok na sredini je tako postavljen, da se ne podira. Ja. Ti mogoče veš, zakaj se je spremenila trasa? Ker se mi zdi, da meni še vedno je tako, kot je bil original Pohorje, una proga mi je bila zmagovalna, pač, če gledam deha. Ne? Ja, skrajšala se je z vrha, ker je šel trend na krajšanje, na krajše dirke. Koča Luka je idealen štart, s terase dol. Zadnji del, pa veš, da se ne spomnim, zakaj se je šlo iz arene ven, pa na Čopko. Zato, da si zraven vzpenjače, pa mogoče večje parkirišče je za ekipe, preroki, pa ne spomnim se v bistvu, zakaj je šlo to iz arene ven. Pa kakor je mogoče izgledal dober cilj v areni, tisti teren noter do cilja, je zdaj uredno. Ja, meni vem, da je bilo ful všeč high speed section, pa skok, saj na TV-ju je zgledal. Pač še zdaj imam tako pred sabo voljoja, kako je zmagal, kaj je tak vip naredil, da nič ni bilo jasen. Ja, pa trendi se spreminjajo teh prog, no, v bistvu zdaj, kakor je bila, kaj ti spet nagaja? Presežen danes, ker vse narobe. Evo. Kakor je bila dejansko revolucionarna proga, na začetku se je posodabilo Maribor, zdaj ni neka, ki trend nakazuje, ampak je bolj klasična proga, ampak jo imajo vsi radi. Ja, Vsi ne. Mislim, ima vse noter, kar praktično mora imeti neka deha proga. Ne. Ni pa, ne vem, ta v ležeju, bila, zdaj se furajo dol glih z vrečkom, ki je bil nazadnje, so imela to debato. Ja. Pač jaz, če grem video igrico igrati, ne furam v igrici tako, kot se te fantje, saj top 10 ali pa top 20 se jih voz. Ja, ta neka motocross trend s temi širokimi, full hitrimi progami, ne vem, če je to smer, no? Če bo šlo v to smer, luštene, če je en odsek, dva odseka taka, če je pa enkrat 70% proge take, da se gre na polno, mislim, veliko je linij za zbirati, to je zanimivo, ne? Ampak, ne vem, mora biti mešanca vsega. Ja. Kjer je pa ti vem, da si bil že tudi na dostih progah v živo. A si jih tudi kaj vozil, ali? Sem jih tudi vozil, predvsem sem jih prehodil. Malo sem nehal bezlati po svetu, se bolj posvečam domačim prireditvam, že to, da sem pač skoraj vsak vikend nekje na mikrofonu. Mi je pol izbira, ali grem delati doma, ali grem z jala past. Kaj pa vem, vsaka ima svojo privlačnost. Na uležeju taka, kaj zdaj je, nisem videl v živo. Val di Sole je že kar nekaj časa enak, sem je videl, vozil je, hvala Bogu nisem, ne vem, kakšen je užitek voziti, če nimaš res tazga bicikla, pa tega znanja, verjetno ni nek žur. Moncen si ti bil? Moncen sem bil. Kaj se mi zdi, da še edina old school, se pravi daljša proga praktično zdaj. Dolga in v bistvu se je časovno še podaljšala, ker so dali en dolg hiter odsek ven in pelali v gost. Tako da v gozdu je pa tam kar brutalno. Ja, mislim. Jaz sem čist fair zadnjih par let, ko pogledam te zadnjih 5 ranov in tam tako, ko vidim, kako se to furajo, sem jaz kar... Dirke so super dramatične, če poznaš tekmovalce, da vidiš malo več te zgodbe, so cele dirke za pogledati, sigurno. Jaz, kadar imam le čas, pogledam live celo dirko. Sploh komentator je fenomenalen. Zadnjič je bil. Ja, to sem te glih hotel vprašati. Mi je Bine Val di Sole sporočil, ker Bine bo naslednji teden gost, mi napisal, fuck, Rob Warner ne bo več UCI speaker. Ja.
to gre vse čist na glavo, zdaj ta produkcija, bomo videli, kako bo. Warner bo delal pa Red Bullove stvari. Aha. Naprimer, ta vikend zdaj, ko pride Red Bull Hardline prenos. In te stvari bo delal, svetovni pokal gre pa čisto neke druge zgodbe in bomo videli, upam, da ne bo preveč speglan. Downhill mora biti malo uporniški in to take, v bistvu, meni je bilo tudi kar všeč včasih, kako je Rob to delal. Se ne vem, kaj zadnjič je še neko, sem ga vprašal enkrat, sem rekel, pa ti imaš napisane te fore, rekel, ja, to si jih pripravil, ne. Kaj jim pade, pa reče, da je izginul kot letalo, ki je izginul, ker ga kamera ne najde več, pa je rekel, da je izginul kot Air France nad Atlantikom, ne, tega ni več, ne. To se bojilo, da je bo kjer to žudil. Ja, sigurno so še čez mejo, kdaj kakšne te primerjave. Jaz se ga že spomnim iz cajtov, ko sem to spremljal vsakič, ko je bilo, ko je še Sam Hill vozil. Ja. In vem, da je takrat je metel take vam, da sem pač sam čakal, da bo kaj, da v komu sam da mu malo spodrsne, pa je že neka, pač se mi zdi, da... Pa je bila že šala. Ja, sama angleška govorica, če si tak bolj sarkastičen tip, se mi zdi, da tako, kaj je za nas, če poslušaš kakšnega Bosanca ali pa Črnogorca, vse ti je smešen. Pač kjerkoli stavek reče, je na koncu je še una kletvica, ki jo vsi dobro poznamo. In se mi zdi, da je bolj smešen, kakor če bi ne vem, Brian Lopesa si jaz ne predstavljam, da bi on, pa da bi isto foro povedal v ameriškem unmu na glasu. Sem Brian Lopes ni bil nikoli tak. Ja, ok, nekaj sem se nekaj spomnil, ali pa da bi Gwyn, da bi, ne vem. Gwyn je pa prijazen katoliški mladenič. Ok, zdaj je to dva napačna. Ne vem, si že kaj strejte, ta je bil. Ja, ampak tudi zelo prijazen, skromen pobak, kakor ga misliš, da je un, ki na žurih vse razbije, ampak ne, on je res medvedek, tako kot je bil medvedka oblečen enkrat na podelitvi. Kaj je? Na Siotru ali? Mislim, da na Rampageu. V glavnem tudi Roba so uspeli zelo obrusati in je dejansko profesionalc danes, ker je začel on s prenosi. To je bil še takrat Freecaster, kaj je bil, ne? Preden je Red Bull to prevzel, je že Rob delal, to so se sigurno vsi sponzorji za glavo držali, ker to je šlo res čez vse meje, ampak pač downhillerjem doma pred računalniki zasloni je bilo... Mislim, gledano si predstavljaš, jaz si ne predstavljam, da bi en tam pa downhill komentiral. Dejansko je tudi zelo velik spil včasih vmes med prenosom, to ni bila šala, to je dejansko bilo. Ne vem, jaz ko gledam, če spremljam neko tako, ali pa tako, da bi zdaj spremljal nek ne vem, UFC, dosti gledam MMA, sem ga začel še takrat, ko me je Jerry predstavil, ko je bil Pride. In tam, če si poslušal že unga Japonca tam v Prideu, ko so bili, si kar tako, kaj se je zgodilo, pa da še nič ni bilo. Sport kar zanimiv, rad. Ja, in pol je bil pa, zdaj, ko je UFC, je isto ful dober, ko Joe Rogan ful dober komentira, pa še uni, ko so zraven, so tudi v redu. Ko pa poslušam na voju, tu so pa Slovenci, si ful obladata, imata znanje vse, ampak še vedno je pa preveč, tudi tukaj so zaradi česar je šel Rob najbrž stran, preveč je pravilno in jaz, ko gledam uno, tako surov šport uno in pomi pa ne vem, ker se mi zdi, da nimam tega feelinga in pol, pa če si dam na potih, pa imam musko zadnji, zaradi tega, ker se mi ne da uni dve poslušati. Mogoče ni najboljša primerjava, ampak Formula 1, ne? Ker sem jaz nekaj gledal v 7. razredu osnovne šole, ker so se nekaj prehitevati. Ampak je pri Ališiču dejansko bil dosti bolj napet šport kot pri inženirju Miheliču, ne? Pa ogromno ve. Če ne drugega si se vsaj zbudil enkrat vmes, tako med formulo. Ja.
ker je ne vem, kaj se je zgodilo. Enega je malo odnesel, ne. Cela drama. Ali pa nekoga prehitil po pol ure dirke. Ne. Sam je zanimiv tako, kam gre praktično cel svet gre v, kako se temu reče, v pravilno, vsi se bojijo te tožbe, tret, sploh v Ameriki, cancel culture je noro, ker meni je bilo najbolj smešen, to niti nisem vedel, ker so Joe Rogana so obtožili, da je veliko stvari. Ja, zdaj na zadnje je bilo shit. Ne vem, jaz sem ga gledal enkrat 5 minut, pa imam svoje mnenje, kaj je Joe Rogan, ampak dejansko neka preveč je treba biti speglan danes v praktično nastopanju. Ne smeš več povedati to, kar si misliš, zaradi tega, ker lahko en otrok to vidi, pa si drugače zamišlja, gre streljati po ulici, pa na koncu na zaslišanju reče, da si je gledal, ali pa oni celo vidijo, 15 minut preden je šel ven, je gledal tvoj YouTube klip. Ja. Pa Bog ne dej, da bi Karla Maja bral Vinetuja, ne, pa naenkrat postal rasist in šel ne vem kaj narediti. No. Evo, to besedo sem iskal, so ga obtožali, da je rasist, ima pa hčerko, ki je črna. Ja. In je bilo tako, jaz niti nisem vedel, ampak dober je, zanimiv mi je, da rečemo Joe niti ni uporabil nikoli te karte, ki so mu rekli, on ni nikoli rekel, da ima hčerko. Pač, ki je... te ni branil s tem. Ja, te ni branil nikoli s tem. In že šele pol, ko sem enega drugega komika poslušal, je rekel, da mu ni jasen, ker Joe pozna ful dober, je rekel, da Joe nima rasistične celice v sebi, folk sploh ne ve, da ima on hčerko, ki je pač, ne vem, mulatka, mislim, in je bolj tako, pa kad to tako poslušaš, pot je jasen, koliko je to ta kultura tega res močna. Zdaj folk sam gleda, kako bo, se pravi, unik, dost objavljajo in še toliko bolj spremljajo, zaradi tega, ker sam čakajo, kjero besedo se lahko v krog obrne, da te pač dobijo, da se sam več začne o tem govoriti. In tako, prav, v Sloveniji tega ni toliko, ne, samo v Ameriki je tako, jaz, ko poslušam dosti teh podcastov, je tam, praktično sam komiki imajo še lahko podcaste, zaradi tega, ker jih amben kao ne jemlje resno. Grejo nazaj k klesarstvu. Ja, grejo nazaj k klesarstvu. Ok. Leta, se pravi 99, mislim, da sem bil prvič na Pohorju, pa sem šel pa na prvo dirko, ali je bilo isto 99-ga, k Jerryju v Stahovcu in je bil pa men, pač tako, se mi zdi, da še danes, če bi bila taka dirka, ki je organizirana, saj za slovenski del, bi bilo top. Pač tako, ker je takrat bila cela organizacija, vse skupaj žur naprej, pač to je cela vas je prišla tja gor, tam na Travniku je bilo koliko tavžent ljudi, takrat še najbolj poznana striptizeta je prišla tja gor, pač tako, ali ni bilo? Nisem jo opazil, sorry. Ne, sej jaz isto ne, jaz sem še že dal, meni so povedali na naslednji dirki, ampak tako, se mi zdi, da za une cajte je bilo tako, res se mi zdelo, da je Ja, razvijali smo to par sezon, začeli smo zahec s paralelnimi slalomi, potem, ko je šla Mednarodna kolesarska zveza s paralelnih slalomov v dvoboje, smo šli v to in dejansko je bila neka masa ljudi, ki so to dirkali, mi smo imeli po več kot 100 tekmovalcev, po moje, se spomnim, na dvobojih. Ampak pol se začeli pa dejansko tudi toliko na hard dirkati, da so ljudje nehali, zato ker nisi vedel, kdaj te bo kakšen, ki je to zelo zares vzel, da te bo snel, pa kakšen po možnosti, kakšen, ki ima 20 kg več kot ti. Ampak ja, so prihajali talenti iz tega, so šli v spust, oziroma je bil en tak nivo dirkanja, ki je prinesel
Vse smo imeli različne take discipline v zgodovini mountain bike v Sloveniji. So bili te ulični dvoboji, Siemens, Ja. kaj je bilo že? Night Simobil. Fight. Ni Ne, bil Siemens, Siemens je bil. Bike fight. Bike Fight, ja. Prosti grega, ki sem pozabil. Ja, tudi na ta način. Je bilo pa tudi drago to delati na ulici z vso varnostjo, z vsemi ograjami, z vsem. Pa je bilo tudi pač zelo zares se dirkali ljudje so se lahko tudi stepali v cilju. Ne. Takrat se pa še spomnim, takrat sem pa jaz tudi že kar v redu dirkal na bike fightih. Bike Fight. Bike fighti so bili, mislim, takrat vem, jaz se spomnim enega leta, ko je Logar vse pobral. Ko je tako zmagal bike fight, takrat so bile še nagrade najboljše, pa mislim, da je še slovenski pokal takrat komplet. Spust. Ne dual. Aha, ok. Ja. In ja, bike fighti so bili kar en cajt, je bilo praktično vse, če si hotel dobiti 5 evrov vsaj nazaj, si pač mogel iti tja. Pa dobro je bilo, ker je folk, ki sploh ni vedel, da to kaj obstaja, je šel na sprehod čez mest in pač definitivno je nov folk prišel oziroma začel kolesati. Šport je treba pač v neki obliki v mesto kdaj pripeljati, ja, da se to vidi. To je bila kar dobra stopnica. Ja, ja. Danes so pump track dirke, so atraktivne na ta način. Kaj pa vem, kaj je primerljivo? Po moje, da danes pump track je vsaka vas ima pump track, tle pri meni včasih si mogel samo vse narediti, da si sploh lahko treniral, da si imel, ne vem, en jump, zdaj praktično greš ven iz bloka, pa imaš v radiju 501 km, je skoraj ziher, da imaš pump track. Pump track bo še naprej tekmovalno, Mednarodna kolesarska zveza je zelo zares zagrabila. Ni izključeno, da bo enkrat olimpijska disciplina. Vem, je status svetovnega prvenstva, ima. Pač so kvalifikacijske dirke za svetovno prvenstvo po celem svetu in pa je svetovno prvenstvo. Naši fantje grejo voziti kvalifikacijsko eno na Češko. In mislim, res je super dirkanje. Poleg tega so hkrati tekmuje v isti kategoriji na BMX kolesih, na gorskih kolesih, kar ti bolj paše, na čemer si bolj navajen, hitrejši. Prav tako? Ja, BMX-e in mountain bike imaš, pri 5 ne smeš biti na pedala. Aha. Flat pedala se voz. Različni formati so, v glavnem se dirka na čas, lahko je tudi paralelen, zrcalen pump track narejen. Koliko je pa dolgo? Pri nas so kar kratki, no. Pri nas so tudi pod 10 sekund, kar je po moje prezveze, bi raje 2 kroga vozila ali pa neko kombinacijo. Vedno je pump track narejen, da lahko ga drugače voziš. Ne, mislim, da se tam pokal. So pa 20-25, ne vem koliko je. Dobar bi bil še ta aspekt noter, da takoj, ko imaš minuto pa pol, je pa en na konj že kar orang zmatran. Ja, pa računi, da moraš veliko dirk peljati, ker je nespadanje. Ja, ok, da je pa je malo prehudo. Pa je pa huda, ja. Zdaj, če samo enkrat voziti bi bilo, ja, kombinacija vzdržljivosti pa te tehnike pa eksplozivnosti, sigurno. Ampak to si pa je te pogledati, Pump Track World Championships, to se leti, se tudi pri nas se leti in dejansko je nevaren rad, ne. Ker Pump Track je narejen za to, da se ti voziš 15 na uro, ne. Se vozijo tam noter 35 na uro, ne vem koliko to je. To je noro, to se vse preskakuje, manual, double, ovinke se nagiba, ne vem, dejansko so 90 stopinj nagnjeni, da speljajo tiste ovinke in pač gladke gume in noro. Res je, so naštudirali fantje. Bom jaz najdel en link, pa ga bom prilimal, tako da jutri naprej boste imeli link v descriptionu, pa da vidimo, kako to. Jaz, ki sem to vozil, vem, kako je, ko greš 2 ravnine, samo odpumpaš, kleka pa dejansko pumpaš, praktično greš iz pumpa v pump
Ja. To je tako kot boksanje. Probite boksati v vrečo 1 minuto konstantno, če Ja, to ne puls. delaš vsak dan, boš kar orang trd. Puls, mišice, jaz grem po zimi na pump track, lahko pri 0 stopinjah, po 2 krogih sem v kratkih rokavih, po 15 minutah imam dost, grem lahko nazaj za računalnik. To je res huda vežba. So pa dejansko že kar poškodbe, tako da Jan Porič, zrihti se. Kaj je spet bil na tleh? Zelo hudo je bil na tleh in bo kar trajal, A res? da pridem zdaj Pa na pump tracku ali na pump tracku. kaj brez ščitnikov, brez Ne, pač z vsem, ampak pač pretres, zelo resen. Aha. Pa to je zaradi tega, ker je že tokrat ali je Ne, zdaj pač sem pač prvič padec, no, ne vem čisto vseh podrobnosti, ampak ja, resen. Jaz na zadnje, sicer sem videl kle na cesti, je bil čistko random kolesar, brez čelade in ko sem to videl živo, kako je padel, pa una luža tam, sem sam od zdaj naprej, bom tako rekel, prej nisem nikoli imel čelade, da sem se na šiht pripelil s kolesom, zdaj kle čez ta BTC, pa to imam kar, če se le da, dan kar čelada gor. Tudi zjutraj, ko grem ob 4 zjutraj, še vedno nikoli ne veš, kva en tam za volanom, mogoče me pa reži kdaj. Ja, to je tudi kar debata, no. Jaz sem proti obveznim čeladam v mestu, No. ker sem prepričan, da se manj ljudi pol voz in da so tisti, ki se vozijo pol v večji nevarnosti, zato ker je več kaj kolesarjev, bolj so Ja. avtomobilisti pozorni na njih. Tako da vsak se mora sam odločiti, no. Ja, mislim, jaz sem mislil, da se pač vsak, Ja. da Ja, se ja, sam ja. odloči. Ne, Tako. da obvezno je za otroke sam, Ja. ne vem, po mestu, iz katerega konca si prav v mestu, centru Ljubljane ali si... Povsod. Okay. Ne, jaz sem šel zdajle dvakrat, sam klej iz BTC-ja, ne vem, rečemo, da do železniške, Ja. pa je že tako, jaz gledam na tako, oči moraš imeti na vseh koncih, kako kolesari, ne vem, pa na teh skirojih. Ta je, glidona sem se skoraj Sigurno, enkrat ne zabavil. moš predvidevati, blazno je dela pa predvidevanja. Jaz mojim otrokom svetujem za preživetje na kolesu v Ljubljani, voz se, kot da si neviden. Nihče te ne vidi, voz se, kot da je sred noči, trda tema, ti si pa brez luči. Tako se moraš tudi srednje obnašati, ker jaz sem imel tudi že očesni kontakt s šoferjem v avtu, pa je vame zapeljal, a ne? In dejansko moraš biti skozi pripravljen, da se ustaviš. Pač mi smo najšibkejši člen in moraš ti zabremzati, ne Pa pa... še najhitrejši nismo. Evo, single speed rešitev, jaz imam kolo, ki ne more imeti več kot 25. Če bi bil v nesreči, Tam kadence ne moreš imeti tako visoke. če bi bil v nesreči udeležen, recimo jaz s kolesom, Ja. in bi rekel v avtu, ja, ta je pa ful preletu s kolesom, pa bi rekel, dajte, poglejte prenos na temu kolesu, koliko sem res Ajde, lahko šel. probi. Ja, probi, je ti 30 s tem kolesom. Daj mi povej, kjer imaš pa najljubšo turo, rečemo s tem, to je single speed mountain bike, koliko je to, 27,5? 27 pa pol plus. 27 plus, ok. Pa le posod vozim, v bistvu vse vozim, ampak zdaj sem že nekaj časa, imam Rašico najbližji in na Rašici imam naštudirane vzpone, ki grem najlažji. Okay. Zdaj grem lepo, cak, cak, cak. Pak speljati se da pa bistveno več, kot si predstavljaš, če voziš skozi menjalniki. Kakor si lahko predstavljaš, se sploh da brez predstav speljati. Predvsem nimam težkega razmerja, imam 30-20, kar pomeni, da po ravnini recimo več kot 20 se skoraj ne morem peljati s tem kolesom. Okay. Gor se pa pač tehniko prilagodiš temu, niti se ne zaganjam, veliko sede, na moč speljem, včasih mečkim ustanem, pa kaj na juriš odpeljem. Pa recimo na Rašici imam en vzpon lep iz te črnuške strani, grem na selo,
grem nazaj in dol, 2 urci rogac. Je tako za tole. Z gorcem je hiter 2 ure. Jaz vem, da sem šel od mene do Rešice gor, pa sam dol, pa nazaj, pa sem bil 1:45, pa mislim, da je bilo 25 km. Tam 25 do 30 nekaj. In je pač hit. Sej 15 poprečna na resnem terenu je. Ne, pa Rešica je tako, zato je, mislim, komot se lahko vozi. Še tudi že za gravel bi načeloma, tam sem se jaz z gorcem furil. Marsikaj še z gravelom tudi vozim Rešico, ja. Z gravelom, komot. Dej, greva vprašalta, če malo na mene predvsem ful zanima tvoje poslovne ideje, poti. Kako živeti od kolesarstva? To predvsem... Najte si kaj drugega, resno mislim. Ne, ampak mislim, jaz bom tako rekel, definitivno v razcvetu, ki je kolesarstvo zdaj, ziher se najdejo neke, ko bi rekel, smernice, kam lahko greš, da se pač da, je pa skozi, mi da se pogovarjala kakšen let nazaj, ki je bil tale situacija s C19, takrat mislim, da ko je udaril, se pravi čisto takoj na začetku, mislim, da ben ni pričakoval tazga razpleta in kakor sem se jaz takrat s trgovci pogovarjal, vem, da so vsi se kar oranko strašili, so cancelali naročila in tako naprej. Po se je pa odprl, je bil pa tak boom, da je bilo vsem žal, da so preklicali. Odpovedali. In takrat ni bilo nič, jaz sem mene par prijateljev, ki so isto speakerji na takih in drugačnih eventih in vem, takrat to so imeli zdajle let pa pol, 2 let je bilo noro boja, ne, so vsi pač, sam da je lahko karkoli delal, niti ne, da je bil speaker, ampak nima veze, sam, kako je bilo pa, predvidevam, da tudi pri tebi ni bilo najlažje. Jaz sem bil kar optimist, ne, tako kot so bili ti trgovci pesimisti, sem jaz bil optimist, se bomo, in sem 2020 kar ustrajal in dejansko zelo malo zaslužil, tako da res ni bilo lahko finančno. Na koncu leta za 2 meseca od našega Janeza vzel podporo. In šel pol delati v marketing za eno slovensko kolesarsko firmo, lahko povem, kira, blidkit.com. Mikle nimamo, lahko vse firme, ni problema. Slovenska znamka, ki dela komplete za odzračevanje hidravličnih zavor za kolesarske zavore. In sem tam delal pač par mesecev marketinga in hkrati sem dokončeval svoj projekt za prireditve, kombi s teraso, zvočenjem in vso drugo opremo za prireditve. In ko se je začel, junija se recimo bolj začel 2021, sem ga glih dokončal in registriral. In zdaj s tem kombijom laufaš po Sloveniji in imaš vse per rok. Ja. Top. Ko si prišel, si omenil, da te zanima pač glih podcast in te zadeve, da boš tam noter imel. Kdaj bomo pa to videli? Ja, MTBC Live se je takrat kar lepo prijel, to je bilo zelo simpel narejen. Telefon sem dal na nosilcu GoProja, Josa, veš, kaj prepneš na mizo, sem prepel tudi daj na kakšen drevo ali na karkoli je bilo pri roki. Mogoče sem daj tudi v roki držal in smo delali live čez telefon. Zdaj, pa se mi pa zdelo, da bi mogel to tehnično boljš delati, ne? Tako kot ti delaš recimo, ne? S kamerami, mikrofoni. Jaz bom kar takoj ga prekinul, ker pri nas mislim, da en podcast ni šel tako, kot bi mogel iti, tako da se še vedno učimo. To bi imel pa jaz tehnika, no. Ja, jaz ne trajam tehnika. Če je kdo, ki bi to naredil za pivo ali 2, vide. Ja,
Bi pa dejansko to delal v kombiju, ja, ki je zelo chill, noter, dober. Pa, se niso imeli na ta princip, so bili pa tudi World Cupi, ki je bil Rob, pa da so imeli live kamero, Ja, bila je tudi slika dirke. ja. In je bilo, Studio, ja, ja. takrat je bilo, vsaj meni je, rečemo, jaz podcasta nobenega ne poslušam. Ja, Jaz, če nimam videa zraven, sploh Ok. ne gledam. Mislim, sploh ne poslušam. ja. Tudi, ne vem, grem na daljšo pot, zdaj, ko sem šel nazadnje, sem šel v Nemčijo. In voziš. Ne, pa ne gledam. Ja, Samo vidiš avtomatsko slika, si dam na YouTubu. ja. Ja. Pač nimam sploh streaming teh, Ja. nobenega podcasta še nisem, da bi ga sam poslušal. Okay. Razen enega slovenskega, enega ekonomist tako bolj za finance. Ja. Sam pa nisem mogel poslušati une, ki govori, Ja. ki ima tak glas, da tudi če je mogoče brihna, pa vse pač ne morem. In Ne veš pa, kako izgleda. Ne? ne vem. Okay. Ja. Pač, če je lušna, vse je super, sam ne morem poslušati. Ja, se strinjam, mislim, to je treba danes dobro narediti. Ogromno je podcastov ratal, treba je in sliko in zvok dobro narediti. Poleg tega, da imaš dobre goste in da si dobro pripravljen in da veš, o čem se pogovarjaš. Ja. Drugače ni nekih šans. Tudi če ima MTBC za sabo toliko pa toliko sledilcev in vem, da bi bilo toliko pa toliko Ja. takoj live gledalcev in pol gledalcev. Ampak evo, nisem se spravil še. Pa ne, se po moje, Toliko nekih projektov in ideje skozi. po moje, da iz tvojega vidika je Klebel plus mogoče že za sponzorje unga dogodka, ne? Zato, ker so sponzorji gor, ti bi imel to lahko live in je že tako bojo oni tudi dirko pač videli. Se pravi, ker bodva realna, standarden TV gre počasi stran, ne vem, uni, ki poslušajo podcaste, ki gledajo dosti YouTuba. Jaz imam bohun kolegov, ki sploh ne pržge več televizije. Pač, razen če je kakšen športen dogodek, Jaz te nimam. ne gledajo. Ja, mislim, jaz imam TV samo zato, da pržgem Eurosport Player gor. Ne Ja. gledam Eurošporta, ampak imam Eurosport Player zato, da pač gor pogledam. Ali imam pa vojo, ali imam pač te Ja. in pač kaj tam pogledam. Sam po večini so športni dogodki. Tako sploh se ne spomnim, ne vem, v starih cajtih, ne vem, sem gledal MTV Awardse ali pa kvaje se in kva vse. Zdaj sploh ne vem kdaj, ajde ta Yes Chef, ta serija, ta prva sezona je bila nora, druga sezona še ok, pa naprej mi pa tako mal sem zgubil interes, no. Tako da zdaj te zadnje niti nisem gledal, ampak je pa vsaka čas zrnec. Nisem gledal niti sekunde, tako da ne vem. To si, če imaš vojo, si res prva sezona, jaz sem jokal od smeha na kavču, tako dober, ali pa meni ta njegov igranje, meni je on je to res pa je star. dober, ja. To se pa še spomnim, da je. Ja, grejo te medijske vsebine v to smer. Ja. Tako da, tudi ta ideja, da bi dejansko streamal s prireditve neki in potem vmes delal pogovor. Ja, v to smer sem razmišljal. Ja, ker, mislim, za moje pojme ne bi bilo to tako. Da je to za organizatorja Ja. tudi plus. Ja. Pač ena taka zadeva, ki se mi zdi, da je ne more niti vsak se iti, ne, sploh v slovenskem prostoru, pač ne vem, koga bi lahko rekel, to je pa ta oseba, ki bi lahko to delal. Jaz razen tebe ne poznam nobenega, ki bi bil zmožen se na nekem nivoju, da bo tudi sponzor unga dogodka imel kaj od tega. A veš, kaj mislim? Ti zastopaš, se mi zdi, da dosti teh, ko bi rekel, zunanjih dejavnikov, se pravi, kaj, sam si bil tudi dostkrat, ne vem, ali sponzor ali organizator in veš, kaj je pomemben, da se pove. Toliko si že vodil tega, da ne more, jaz, če bi šel tja, bi bil tako, kot na teh podcastih, vse bi crkval. Ja, pa treba se pač, moraš biti sproščen, moraš se tudi zabavati, ampak moraš vedeti, kje je meja, to so kar bistvene stvari in če veš, kaj gre skozi, pa kaj ne, ne.
je tudi zato važen. Brez veze biti sterilen. No. Ja, jaz upam, da boš čim prej začel, ker pol bomo tudi mi mogoče začeli spet gledati, pa še na kakšno derko bomo prišli. Ker zdaj, takrat, ko sem nehal, jaz sem praktično čisto odrezal. Ne vem, jaz sem kar dobil odpor in jaz sem se usedel po mojem takrat, ko sem nehal derkati na Gorca za eno reklamo enkrat, ker so oni mislili, da bom jaz ne vem kva tam skakal, pa ne vem kva delal, jaz en let že nisem bil na kolesu. Pa mislim, da sem imel en mesec sem imel skot ta FX neki, nekega ta All Mountain 120, 130, 140 hoda nekje, da sem se na Rešico parkrat vozil in da so šli tudi z vrečkom čez. Sem rekel, enkrat sem šel mal prehiter dol, da sem skoraj padel tam stran, jaz sem pa vedno šel sam cross country čelada, rokavice sem imel full finger, to je bilo pa to od ščitnikov od vsega. Se strinjam, moraš se obleči za furat, ne za padat. Ja, to še tako. In sem se takrat toliko strašil, da sem ga sam od sebe sem ga položil stran, zato ker nimam še časa, še, ne vem, da bi meni rekel, da je jutr ob 4 greva tja, biš za 4 ure, jaz ko 4 ure, kako, ti stred, ni šans, sploh, že zdaj, da si vzamem enkrat na teden, da grem z družbo za 2 ure, je že uno, fuf. Evo, jaz bom dal medicinske projekte, opremo za podcast, ti si pa sam enega grevla zrihti, no, da navaš sam teh let 23 mm gum vozil, koliko imate zdaj to? Zdaj tole je 26. Se vem, noben več ne bo 23. Mogel sem te malo. Za naslednje let pravijo, da bo šlo vse 28 pa 30. Ja, zdaj skoraj grevla. Testirajo profi in da praktično gre vse da je hitrejši bike, zaradi tega, ker večina jih tubeless voz. A ne ga loviti. Ja, in zdaj je to hitrejši. Sam je fora, da v klanc gor je, za moje pojme, je skoraj zih počasnejši. Ja. Zaradi tega, ker je pa dodatna teža. Veš, to se pa že, če greš ti z 25 na 30, pa je že... Kotaleči se grami. 100 gramov za set, ne. Kotaleči se grami. V glavnem zrihti si grevla ali pa kakršenkoli nič vreden star mountain bike za savskih 50, 17. decembra. Se bom potrudil. Se glih pogovarjamo z enim top brandom, ki hoče, da smo zastopniki za njih, za Slovenijo. Pa bomo videli, kaj bo. Gravel. Imajo top gravel koles. Po moje ena izmed najbolj zaželenih gravel koles overall. So Poljaki? Ne. So pa naši sosedje. Zdaj sem že toliko povedal, da ki ve, kjera so top gravel kolesa, bo hiter. Pa lahko rečem, da ga ima en naš ambasador, ima tudi ta bike, tako da evo zdaj, zdaj sem že vse povedal. Tako da ja, sem in po vsej verjetnosti grem zdaj do njih v kratkem, ker sem rekel, da hočem stestirati. Pa če bo po moje, bomo ta bike, ki ga bomo mi kupili, ga bomo podarili. Tako da to bo po moje en največjih giveawayov, kar ga bomo imeli. Lahko na slavskih 50. Evo, bomo tako naredili, da bomo na savskih 50 ga podarili, se pravi, to je okrog novega leta, ne? 17. decembra. No, 17. decembra. Blatnega daš naprej. Če se zmenimo, evo, podarimo zasneženga, kakršenkoli pač bo. Ta bike, ja. Kukor sem se glih s tem pogovarjal, je rekel, da mu je top bike. Da to, ko on prafura z grevlom, pač jaz še nisem videl, ok, to so kolesari, ki so na drugem nivoju, kukor so mi dva, ampak ja, on ga ima za se fura pač povsod. In je gravel, ima nek svoj čar, ne. Kako je tebe pritegnilo gravel? Pa nekaj sem si sposojil, nekaj sem testiral, vem, da sem imel pivota, še enega sem imel, ene 2-3 testne sem imel. In dejansko je nekaj na tem, pravijo, da je v bistvu stari mountain bikeri se napalijo na gravel, zato ker je to spet vrnitev nekaj preprostega. Veš, podoben se voz, kot mountain bikeri pred 30 leti. Ja. Podoben so nesposobni na zelo resnem terenu, a ne. Pa tako tudi za vsakodnevno uporabo ali pa za nekam delč prideti ali
pa itak izogniti se prometu. Ogromno je nekih plusov. No. Mi je pa spet se mi zdi velik razpon v grevlju. Ne. Od teh zelo racerskih, karbonskih, lahkih gravel bajkov, s katerimi že lahko ciklokros dirkaš, ne? Eni delajo prav dvoživke. Ne? Se pravi, ciklokros bicikl, v katerega gre 42 guma, recimo. Ne? Okay. Kaj drugače ni potrebe. Ne? Ja. Do teh avanturističnih, jeklenih, bolj butastih, težjih, ampak ki ti narišejo nasmešek, sigurno. Ne? Pa sej sem, zdaj imaš tudi že v bistvu čist standarden karbonski, ki je ta avanturističen, da šlo Ja, praktično no. čist vse gor. Ja. Pa je, Ja. je pa res, da če gledava na princip, ko bi rekel, tega old school fila, ne, je pa zdih nek jeklen, z balancami takimi, ki sem jih zdaj jaz gledal, sem že res tako, okay, da bi šel 95 leta nazaj, Ja. pa s takimi valerji skoraj da ne, ki so na tvojemu gor, Ja. pa Se imajo... gre tudi predelč, imajo že droperje, ne, gravel bajki pa. Lej, kar ti paše, mislim, zelo, sej pol daš pa ravno balanco na ta gravel bike, pa imaš kaj? Mislim, to, ja. Pa imaš mountainbike, ne? Daj mi povej, kako pa, da se vrnem še malo nazaj, k tale je tvoj biznis. Se pravi, ti imaš zdaj marketinško agencijo in tam zastopa v bistvu tudi MTBC. To je pač DOO, ki je lastnik MTBC-ja, Okay. domene in cele stvari. Ja. Kako pa poteka sploh, rečemo, ker to, da imate konstantno novice, to ni glih. Vsi, ki so kdaj mogli kaj napisati, ni glih tako, da se ti zbudiš, malo spiješ kofe, pa pač vržeš Kaj par bi danes- besed gor in... Ne. Ja. Ne, to je kar, če ti pokažem, kako izgleda plan novic tedenski ali pa še malo dlje naprej in potem skozi neko prilagajanje, ker nekaj preleti noter, ne danes bo to, pa bo to jutri ali pa pojutrišnjem. Mislim, eno je planiranje, drugo je pa koliko časa ti to vzame, ker ti ga veliko vzame. Dva sva, ki posvečava temu veliko časa, hvala Uroš. Uroš afna.mtv.si pa Andrej afna.mtv.si, ki narediva 95 postov vsebine in potem še ta mal širši krog sodelavcev in potem občasni kakšni zunanji, da to pride na, to Uroš ve, koliko novičk na mesec poprečno, ampak dnevno od 2 do 5 recimo, a ne. Redko kakšen je dan, da je ena novička. Pa seveda novička ti lahko vzame pol ure časa ali pa 4 dni, a ne. Ja. In žal, ker delamo oba dva še druge stvari, a ne, je tistih, ki ti vzamejo 4 dni zelo malo, pa bi bilo dobro, da jih je več, ne. Ampak pač ni gre. Ne. Mislim, ja, se takoj, ko hočeš nek, pa bo rekla, ok, napišeš še lahko dokaj v redu, da je tako, da je na dnevni bazi, da si ne rabaš 4 dni vzeti, ampak takoj, ko pa hočeš, ok, zdaj bi pa še neko sliko dodal, ali pa da bi video. Pa da moraš nekam iti, pa da moraš človeka ujeti, pa se pogovoriti z njim, pa da moraš več ljudi dobiti, pa da moraš kakšne ti podatke res preveriti oziroma jih dobiti, pa lahko, kar si hočeš zakomplicirati, a veš. Jaz razumem medije, ki vložijo v nekega pisca toliko, da on naredi eno zgodbo na mesec. To je vrhunsko. Pač kdo si lahko danes to prvoš. Ja, oni mediji, ki niso specifični za tisto nišo, ne. Ja, sigurno ta širši mediji Ja. to bolj, ne. Da si sam, Ja. kaj boš imel? Ja. 90 piscev. Ja. To pa... Veš, da greš pa ti danes delati eno zgodbo o zakonodaji ali pa eni problematiki tako z nekimi sogovorniki ali pa delati primerjalni test 5 koles. Halo. Koliko časa bom delal
primerjalni test 5 koles, ki ga bom pol objavil in bo pač dobil količnik 1,3 obiska od enega videa, ki ga gor dal. Pol pač težko to upravičeš. Mislim, če gledam že kako je pri nas, ko dajemo reviewje, pa so vse bolkane moji občutki na kolesu. Ja. Pač ne moreš nič drugega, dokler ti nimaš dejansko nekega test centra, da boš ti rekel, da si naredil nek scientific review, pač ga ne moreš. Vse so pač moji feelingi. Zdaj, oni, ki me poznajo, vejo, da pač za moje pojme ni noben bike 10 out of 10. Ja. Še unka je, pač ta moj bike je bolj že sploh ga ne moreš sestaviti. Pač praktičen, lahko bi se sam še preseraval, pa bi dal karbonske šraufe, pa kvaje sem ko noter. In pa ta bike ima v ceno, mislim, da sem ga dal 8,5, 8, kle nekje. Pa je, ko se usedem gor, meni se vsakič se mi zasmeji. Pač to je bike, ki pride skoraj 20 jurjev, je pač bolanija, ampak za moje pojme ga ni avta, ki je 10 od kolesa, ki je 10. To je meni, hotel sem povezati na Top Gear. Njihovi reviewji, oni so po moje bili prvi, ki dejansko, a ti je všeč avto, ali pa ti ni všeč, si gledal, zaradi tega, ker te je zanimal. Pač ja. In Jaz pravim danes, tako kot vsak avto, ni slabih avtov, pa tudi skoraj ni slabih koles. Ne? Jaz bi rekel, gorskih koles nad 1000 evrov ni slabih. Ne? ja. Ali pa 1500 ali pa 2000. Ne? Odvisen je To bolj mejo od uporabnika. postavil, ja, ampak vsako kolo je za nekoga, ne? Pripravo. In ti moraš zgodbo povedati, izpostaviti, kaj je kle za koga. Pač ja, zgodba se bere, ne? Tega kolesa. Ne? Saj, jaz vem, da še takrat, ko sem dirkal, rečemo Four-Cross, pa Dual, jaz takrat vem, da sem imel vse pač tako, kot sem hotel imeti. Pač ok, menjalnik me ni toliko zanimal, da je bil to top ali ni bil, ampak balanca, občutek gor, obroči, to je pa pač moglo biti top. Zdaj, če bi si kupoval bike, rečemo gorca, jaz bi šel v shop, Barvo gleda, ne? v bistvu ja, pač jaz pač sem vizual, meni če ni všeč, bom rekel ne dam, pač okay, da bi bil 500 evrov, bi rekel v redu. Sam da bi dal pa tako 4 jurje ali pa da bi si en enduro ali pa ne, cross country full suspension na kupu, bi mi bilo pa ja, mislim, če bi mi bil grd bike, ga ne bi. Je pa res, da ne bi bil toliko zberčen, kakor bo mogoče sem pri specialki. No. Ja, pa namen bi mogel to prav zadeti, pa velikost, ne, se to. Okay, to, namen je, to že mislim, približno to, vem. a veš, v to knjiž je šlo gorsko kolesarstvo, da moraš najprej pogruntati, kaj rabiš. Mislim, to je skrb. Ki hoče imeti enduro bike, jaz jim rečem, lej, večini rečem, ne kupiti enduro bajka, Jaz bi imel cross ker, country all ker ga mountain ne boš nekaj. znal obrniti, ker imajo take geometrije, da ga moraš s celim telesom voditi, da moraš imeti, če nimaš ta pravega položaja na kolesu, tako v piko, si potnik na njemu, ker ga ne moreš obrniti. Kup si all mountain, trail kolo, boljš gre gor, še enkrat boljš gre gor, ki je enduro bike, manj hoda ima, manj samozavesti ti daje za naravnost se voziti po klancu, samo zavije pa takrat, ko pomisliš, jaz bi pa zavil, pa že zavija. In vsi hoče imeti pa enduro bajke, veš. Pa sej, Da so pol potniki, ki dejansko gledam, ki visijo nazaj in zamudijo vsak ovink. ja. In Ni tako lahko v vinko voziti, kakor zgleda, ko gledaš DH na... seveda, da ne. Če daš ti danes človeka enega, ki mogoče že par let fura mountain bike, pa ga daš na današnjem bicikl za spust, tekmovalni, naštiman, ja, naravnost bo šel, ja. Ja. Zavit pa ne bo znal. Daj mi povej, kako pa, rečemo, v družbi tvoji imaš kakšne prijatelje, ki se ne vozijo s kolesom? A te kaj vprašajo za nasvet? Daj mi pa zdaj ti, pa imajo oni neko predstavo, Ja. kaj hočejo imeti? Kolikrat jim dejansko rečeš, da pet ti v štacuno rajš, pa se pozanimi? Ali se s kakšnemu sploh greš, dej, lej, to pa to si rajš vzem, zaradi tega, ker boš ti bolj zadovoljen, a jih sploh mislim jih prepričati Ja, tvoje mnenje? poskušam jih prepričati, če pol hočejo pač enduro bike, ne,
kupijo, ne. Se na koncu te mora veseliti bicikla, ne. Mislim, trgovci so po moje zadnjih par let zelo veseli, sploh oni, ki imajo e-bajke, zato ker so se začeli prodajati e-bajki od 5 jurjev gor z polnim vzmetenjem. Jaz se vozim pa čez center, pa vidim gospoda pa gospo, ki sta na takih valarjih, ki jih imaš ti gor, na polno vzmetenem kolesu, čelada mestna, ali pa čelada mestna, ali pa ta hard, pač ta, ki je zadnji nižja, rečemo neka all mountain različica. Ja, sta na povosta, vse je fajn, pač boljš, kot da ležite na kavču, ampak mislim, da bi bila bolj zadovoljna, če bi imela nekaj, kar bi bilo bolj za to namembnost, ki Ja, ne vem. lej sej Land Roverje tudi prodajajo, ker ne vidijo blata, tako da Pa par avto je vseeno, veš, ali pa ni isto. Sej, tudi vsi, ki imajo Porsche, ne znajo avto voziti. Ne? Ja, ne. Meni je sam, ne vem, kaj jaz, ki prodajam, ne, mi je ta prva stvar, ko vprašam, kje so te vozili, tisti red, pa če mi glih zdajle sem imel že parkrat, ki so hoteli, ja, jaz bi imel pa glih zdajle ima en gospoda iz Singapurja spet, hoče imeti prav specifičen kolo, danes me je prepričal, da rab imeti večjo velikost. Sem jaz rekel, pač vem, da je bil na zalogi v eni štacuni v Evropi, sem rekel, lej, ne, ta ti je prevelik. Pa reče, jaz sem mi tudi te pri lokalnemu dilerju rekel, da mi je prevelik. Ja, ok, tudi še jaz povem, da ti je prevelik. In pa še, sam jaz bi ga rad imel. Zakaj? Ej, pa ti si kar velik v Singapurju, ne? Ne, sem dobil pa eno stranko, ki je on še naprej, tako da, ja, imamo nekih, pa Bole nam je zrihtel nekih iz Dubaja. Tako da ja, so tudi ful veseli, tako, ko so bili kle zdajle, čist nad Slovenijo, čist navdušeni. Kad tja, ko greš, je pač, mi smo lahko orang zadovoljni, da živimo v Sloveniji, tako bi rekel. Da imamo malo placa, pa ne raje. Ja, mislim pa ne, pa tudi, da se ti greš lahko zapeljati praktično, kadar hočeš, ne. Veš, to ne moreš ti čez vsak mest se voziti s kolesom. Pač že to je, ne moreš čez vsak, ne vem, v Južni Afriki, boh ne daj, da greš ti na kolo sam. To greš ven iz mesta, Narobe zavijaš. Ja. sploh ne rabaš narobe zaviti, si lahko čisto na ta pravi ulici, oni sam se ostajajo sred ceste. Puf. Ja. Ej, to sem hotel še reči, ne, glede odločanja, kakšno kolo bi, ne. Kakšne reče, jaz bi gorsko kolo, ki so pa vozil, ja, po makadamih pa po cesti, ja. Kupi si gravel kolo. Klemen pa je Pa ne bo za gravel, ne. Ja, to bom rekel, ja, za unga, ki se že zna voziti, Ja. ki gravel kolo, za moje pojme je lahko dosti bolj navaren, kakor je pa gorski kolo. Zaradi Manj tega, ker udobno, imaš težišče tudi tako postavljeno. Ja. In ko se voziš, sploh kakšen, rečemo čisto makadamski spust, ko greš 35 na uro, pa en ovink, če ti tam malo spredno spodnese, je kar hiter lahko. Tako da iz tega vidika, če je začetnik, rajš sploh če rečemo kakšen, ki ni tako tehnično podkovan, rajš rečem, zdaj ti rajš gorca vzem. Če je pa tako kakšen, ki se pa že dolg voz, ja, je pa pač gravel. Sploh zato jaz sem ga imel, to po cesti leti, mislim. Skoraj tako. Razen, ki prija zraven en specialko, pa videti. Pa ne, jaz sem šel s temi, ki so imeli specialko, pa je, ja, mislim, če si dost močen, dol pa po ravnem gre. V klanc gor, tam je pa pač, se pa pozna ta ekstra teža gum, je takoj pač je vidno. No. Sam jaz sem imel takrat, ti sicer nisi na tem navdušen, sem imel Pinarello Grevila, meni je bil bike za to, tako, kot sem se jaz vozil. Zakaj nisem navdušen? Je kaj bolj ta race-oriented gravel. Super je to. Jaz mislim, da si ti bolj ta za... Jaz sem bolj punk, ja. Pa 50 balanco. Daj mi še povej, kako
da se spet vrnem še malo na biznis. Kar se tiče MTB-SIA, se pravi, a ste pa že kaj razmišljali, meni so mi ful všeč tele moje, pa da ti dam mogoče eno idejo. Weekly news, da bi imel sam en video, da bi sam na hiter bum, zato ker ti lahko dosti hitrejš lahko poveš nekaj, kakor pa da moraš pisati, pa slike dodajati, pa tako. Misliš, da ni toliko efekta, ali kako imate? Recimo, da bi te hitre novičke, a bereš hitre, ki jih imamo v sredah, da bi jih prebral, tako kot da sem na poročilih. Ja, ali pa da imaš v odzadju, jaz imam rečemo green screen, Ja, pa dam v odzadju, da je novica, jaz sem čist majčken. ja, to bi mogel imeti, ja. Mislim, dejansko, če ne podpreš sliko, nisem nič naredil. Ne vem, če bi imel oboje, ja, še zmeraj bi imel pisano tudi zraven. Ampak da bi mi eno luštna punca prebrala to še zraven. Ja, tako kot so vremenarke v Ja, Ameriki, da bi ali imel, pa v Meksiku. ja. Very nice. I like, Bomo šli šiter tja na dopust. I like, high five. Ja. Nič, danes sva obdelala sva kar par tem. Pridem še enkrat z gravel bikeom. Te bom še povabil, Drug zaradi let. tega, ker danes, ne, v času Pa imela decembra, tehnične težave. v decembrskem času, Za Savskih 50. tako je, če bomo en teden pred tem, boš prišel, sploh če bomo imeli mi še giveaway, Može. zaradi tega, da se takrat naredi orank reklama, pa bomo še mi prišli, bom jaz najdel neko ekipo ali pa kaj za posnet, pa bomo skup vrgli, da bo malo bolj zanimiv, pa bova naredila pred tem, zato da bo malo več še folka, sicer vprašanje, koliko bo takrat, mora biti res zagriženi kolesarji, da se v unih temperaturah pol vozi. Lej, to je fora namensko, jaz sem začel te savske traile furati v bistvu najprej kolovoze, pa sem pa najdel zmer več singlov tudi zraven in jih gremo novembra ponovadi spucati in se začne pol sezona na savskih trailih. Vsakem mrazu se da to voziti, to je glavna prednost, ker ne greš gor, da bi zašvical in ne greš dol, da bi zmrznil. Ti si skozi na enih obratih in nikoli nimaš full hitrosti, ker je le tok teren, ti imaš, ne vem, kilometer mivke vmes, kako te bo zebel v kilometru mivke? Mislim, Ne boš šel pa, veš, ne boš pa spet tok zašvical, da boš zaradi tega, da te bo zebel pol. In meni je to recept, dobri čevlji, dobre rokavice, pa nekaj srednjega za obleči in sem že vozil v -10, -15 metrov, sem šel v savske traile. pa saj, Ne ke se- predihaš preveč, a veš, ja. luštene. Ne, to sploh za pozim, pa za ta obdobje tam do konca februarja, rečva nekje, ali pa zdaj že praktično že do konca marca, Ja, take, ki so zime, je idealno, zato ker jaz vsem kolesarjem, ki se vozijo, najbolj, kar jim svetujem, je to, da se po zim ne vozijo, če je že klanc, ne bi bilo zelo položen, pa zelo kratek. ja, Ker nimaš smisla, da se ti prešvicaš na hard, ko greš gor, ja. Pa, dol boš zmrznil, Karkoli imaš se boš obleči, prehladil zmrzne. skoraj 100%. pa ful je boljš kot trenažer na te Ja. virtualno dirkanje. To se jaz kar strinjam, sem bil na trenažerju eno sezono tako skoraj vsak dan gor in ko je prišla sezona, do maja sem še tako se vozil, pa mi je minil polhen, ko sem imel kolesa. Ja. In tudi vsi, ki orang derkajo, pa to ne. Ok, eni imajo že mentalno so že tako naštelani, da jim pač to gre. Ampak če si pa rekreativc, da če že nočeš, ne vem, pet v hribe hoditi po zimi ali pa neki, zameni malo šport, ne boš v nič slabš, če boš vzdrževal kondicijo, pa začni se voziti tam februarja. Je... Pa pojdi na morje na 14 dni. A veš, da tukaj sem jaz kot ti. Če moram iti Ja, s kolesom, da ga dam v avto, sem kar uno. Pa ki mi še rečejo, da je cesta bila mokra cel cajt. Ja. Sem rekel, jaz sem šel pa kle v Ljubljani, pa sem sam na ovinkih malo bolj pazil, da ni bilo leden. In to je bilo pač kaj praktičen. Ni več teh toliko velikih razlik, razen
s kolegom sva šla letos na Cres, tam je bilo pa top, pa sva šla konc novembra, pa je bilo še vedno, ok, mislim, da sva imela podaljške gor, to je bilo pa to, ker je bilo tam 10-15 stopinj in če si, problem je sam na tam, ka veter piha, ne. To je bil pač ja. Zdajle gremo, čez en mesec gremo na Cres spet snemat pa slikat za ta Spring Fall kolekcijo in ja, upam, da bo še lepo. Res imamo blizu morje, tako da vsake toliko cajta ene parkrat na zimo je luščen skočiti. Še zadnje vprašanje, če bi lahko imel kjerkoli kolo, bi si zaželel, pa greva v grevlu, kakšen kolo bi si sestavil? Titan? Ok, to mi je že všeč. Imaš kakšen brand v mislih? Ne vem, Muc še dela, a ne? Ja, Muc. Ok, Muc, Gravel, Titan. Ali pa to kakšno ameriško Titan custom znamko. kaj pa ti od opreme bolj všeč, Shimano, SRAM ali kaj? Sem kar Shimano fan. Ok, Na mountainbikeu zlasti pri zaviranju. ok, Prestav itak nimam. Na grevlu imam SRAM, ker je bil gor. Z mehanskimi terapeji. Dosti je. Pa bi si zmetel kaj eksotičnega, če bi bilo treba, no. se pravi, kar povej. Kaj je ta eksotika? Mogoče v kakšnega glih kupuje, pa bi rad zmetel 15-20 jurjev za gravel bike? Ne vem, Pols, pa Chris King, pa Ne, pa vem, s Chris Kingom si mene kar kupil. pa E-Wing gonilke. Ok, to moram si pogledati, kaj je. Kar poglej. Ma ja, minimalizem, no. Okay. V bistvu mi je preprostost, mislim, v kolesarjenju mi je všeč preprostost. Da imaš ti kolo, ki je v osnovi zelo preprost pripomoček, razen če si ga zakompliciraš. A ne? Tudi zato vozim single speed, zato vozim jeklo, zato ne vozim vzmetenja. Ni za vsazga, ampak meni je to všeč in nočem se z aplikacijami okrog kolesa sprehajati, nastavljati tega, onega, tretjega, ne bi hotel polniti ničesar na kolesu z baterij, z elektriko. Pa sej se mi zdi, da ne vem, prsep, jaz sicer imam števc gor, ampak uploadam pa tako, veš, včasih, ko sem prišel iz fure, sem dal takoj gor, zato da sem pogledal ceke, tisti tret, ko sem bil full v temu, sem postavil personal best, samo 10 itd. Zdaj, jaz mislim, da naložim tako, zadnje 3 mesece sem zdaj naložil, ko sem bil na Cresu, ko sem imel glih cajt, pa sem imel telefon zraven, nisem dajal spol gor, pa to samo zaradi tega, ker me je zanimalo, koliko kilometrov sem naredil in sem ugotovil, da sem jih ful manj, kot sem mislil. Tako da ja, te 30-kilometrske fure moje se zgledajo premalo, moram začeti več delati. Strava račun imam ful časa. Ok, Enkrat sem imel za laufu na enem spustu. aha, Sem rekel, da se mogoče primerjam na tem spustu sam s sabo, a ne? Da bom naslednjič spet, ne. Na pol spusta sem pogledal nazaj, ni bilo prijatelja, sem se ustavil, stravo, zbrisal in nikoli več prižgal. sam, klej pa še neki mogoče zelo dober, kar se tiče tegale. Zelo dober, kar se tiče marketinške namene. Okay. To mi je pa glih naš gospodič Vračič povedal, da je zelo fajn iz vidika, da ti lahko slike daš gor, kjero furo si naredil in Social kanal je to. ja,
Ja. In je iz tega vidika se pa strinjam, da je pa super že zato, da ne vem, že te, ki te spremljajo, se veš, zdaj že vsi radi malo tekmujejo ali pa kukar grejo tja, pa ti pol napiše, aha, jaz sem te pa kle nascal. Se tukaj se bolj gre za nek, Ja. tep ne bo prav veliko pomenil, ampak mogoče bo pa tem, ki berejo MTBC, pa bi radi videli, kje si se ti vozil. In tako, Nočem, da vidijo, kje se vozim. okej. Tudi nočem, da se ljudje vozijo tam, ker jaz mogoče. Eno pot, ko imamo v bližini Ljubljane, brez dovoljenj seveda, ki jo mečkeno urejamo, a ne? Glih toliko, da jo spucamo, ne? In je super, res dobra, ne? Pojavlja se na stravi, prav ni v redu, no? Prav ne gre si mi več tja, Okay. ker ljudje delajo z e-bajki tam 5 krogov. Mhm. Ljudje se merijo, ne vem, iz tujine hodijo tam in si merijo tiče in so gor na lestvici s sajti in se najdu pol, hvala Bogu, unga, ki je dal gor, ki je edino on lahko segment zbrisal, ne, ampak ne mi reči, da si se prišel štopati, da boš pozdravil človeka, da se boš ustavil, nek pešec gor pride. Ja. Ne mi tega govoriti, no. Ne, mislim, da vsak, Eno je štopati se na vzponu na cesti, ne? Ja, Drugo je pa štopati se navzdol na ilegalni potki, ja, kjer ker ljudje pešci hodijo. hodijo. Ja. Ne, Mislim, ne more biti v redu. problem je, ker je to minus praktičen za vse kolesarje. Seveda, To, ne samo zame, ker Ja. sem tam par ur vložil v delo. A ne? ja, sploh, koliko pa jaz opažam, da gre zelo veliko kolesarjem, grejo v nos e-kolesarji, Ja. a gre te tebi tudi kaj? No, Kako v gledaš osnovi na to? ne. Super je več koles, super je za industrijo, super je za trgovce, več dejansko kolesarijo ljudje, ki drugače ne bi, oziroma bi zelo malo, pa so zdaj zelo veliki na kolesih, ker jim pač tam nekaj ni šlo, Ja. ali se ne marajo matrati, ali so težki, Ja. nimajo volje vstati s kavča, tako da v redu. Na nekaterih poteh je to lahko pozitivno, ker se pač uredijo poti, ker je kritična masa, a ne, pa reče neka lokalna skupnost, nek turizem, ok, bomo uredili te poti. Na kakšnih poteh je lahko to tudi problem, a ne, ilegalnih. Seveda se pa znajde v tem športu tudi neki ljudi, ki so pojedali vse znanje v 2 koronskih letih, a ne, v kolesarstvu, pa ki mogoče nimajo odnosa, pa jasno, ne, najdejo se tudi ljudje, ki se spravijo v težave, zato ker imajo e-kolesa, zato ker nekam lahko zlezajo, ker drugače tu slučajno ne bi in pol ne znajo normalno dol prijeti in se poškodujejo, a ne. Tako da so plusi in minusi e-kolesarstva, več je sigurno plusov. Ja. To, kar si povedal, se čist strinjam. Jaz sem. A veš, ena bližnjica je, ne? Ti, če se začneš mountain bike voziti navaden, boš rabil recimo 3, 4, 5 sezon, da boš toliko fit, pa da boš toliko imel tehničnega znanja, da boš ti tja gor zlezel, da šlo pomisel, da greš uno tretjo dolino na trail, ne? Zdaj bajkom si pa takoj lahko tam. In nisi preseb predelal toliko enih stvari, veš, nekih stvari vložil, da boš tja prišel, ne? Če si pa tak karakter, da pa ne boš unga poslušal, ker pa je to že vse to šel, ne? Ker ti je to brez veze, ne? Ja. Mislim, ja, pa se mi zdi, da sploh določeni starejši kolesarji, ki jaz pa ne bom šel na e-bike, Ja. Jaz bom šel pri 70-ih. imajo neko vizijo, da je to, vsi pravijo, ja, lenuhi, kaj ste, veš, Ja. o kakšnih kolesarjih govorim. Ja. In jaz pa kle, v bistvu mi je sam zelo smešen, da to je tako, kot da bi rekel, ne vem, pač ne razumem, zakaj bi se sploh rabil primerjati, le če šel na e-bike, vose, važno je, da uživa. Je drug šport, ne? Jaz pravim kolesarstvo, e-kolesarstvo. Ja. Ne? Ne, sam je,
to, kar si prej omenil, si zelo dobro rekel, da je dodatna masa kolesarjev zdaj prišla, kar je za kolesarstvo na splošno zelo v redu. Jaz se pogovarjam z drugimi trgovci, če ne drugega so pripeljali do tega, da zdaj z e-kolesi ne gledajo več na te čuden, ki si dal jurja pa pol za kolo. Ja. Zato, ker ni e-kolesa dobrega pod 2 jurja, ga praktičen... Malo se prestavlja ta meja. Ja. In zdaj le že vsak, če kupiš kolo za jurja, te že skoraj čuden pogledajo, kva pa to sploh kupuje, to sploh dobiš še kolo za jurja. Ne? Še se bo razvil e-mountain bike, tudi e-cesta, e-gravel, karkoli, ampak jaz bolj mountain bike spremljam. Smejali se bomo tem kantam 25-klinskim, ki jaz tudi slučajno ne bi vozil, ker to je res grozen voziti. In so že odzuni ta kolesa minimalistična, e-kolesa. Tako da, gre to naprej in meje se brišejo in bomo skupaj živeli, kaj pač bomo. Ne, definitivno. Mislim, da si tole zelo lepo zaključil. Jaz bi se rad še zahvalil za konc Velobaru, ki je sponzor kanala, ki nas zalagajo lepo s pijačo, da mi dva nisva žejna, sicer Andy danes je spil kofe, tako da evo, tudi kofe so zrihtali v Velobaru. Tako da hvala lepa Mersat Petra, vsako sredo imamo tam rundo, ob 5 je zdaj spet, pa v soboto je, da bo pa neki izlet, tako da evo, to je to. Kolesarski lokal v centru Ljubljane, v Trnovmu, pejte pogledat, poklepetejte malo, spite kofe ali pa še kaj drugega, ta še bolj vesela, pa čim dlje cajta tam ostanete. Andy, hvala ti, ki si prišel, ki si vzel cajt do nas. Hvala za vabilo. Če ne drugega, če ne prej, se vidva v decembru, jaz pa se potrudim na vse pretege, da dobim gravel bike, pa da ga pol še podarimo. Želim ti blaten december. Ja, sej to. Čau, uživite.